Kako je bilo pa v Gonarsu potem? No, v Gonarsu se nam je pa zdelo sprva, nismo mogli verjeti, barake so bile, ne. Se pravi, nisi več spal na tleh, ampak na pogradih so bili tako za nadstropju, spodaj 3 pa zgoraj 3, brez deske, ne. To je bilo pa druga stran, ki je bila voda. Tako da tam si pa lahko pil vodo, umivati pa nisi mogel, ker nisi imel niti mila, niti nič. Ampak dobro, nekaj so te mame tam le lahko naredile. To je bila edina prednost. Ker je bilo pa to že december, januar, bilo pa zelo mrzlo v teh barakah. Na sredi barake za 180 žensk je bil en gašperček, ki ga pa ni bilo s čim kuriti. Tak majčken, se spomnim. Nas je pa spet grozno zeblo, nisi se imel s čim pokriti. Hrana pa enaka. Tako da tam sem doživela eno hudo stvar, ko mi je mama padla, enostavno padla in se izgledalo, da se ne bo zbudila. So pa imeli Italijani eno barako, ki se ji bi reklo recimo bolnica, ne. In so jo tam odpeljali, sestra je šla še z njo in je prišla pol nazaj. In sem jaz jako jokala. In te bolničarke so bile pa interniranke. In je moja sestra nekako dosegla, da so mene dali, da bi mamo tam videla, da bi bila pri njej, ne. In so me res pripeljali tam, ampak mame nisem videla, ampak so me dali v eno sobo, kjer so bili pa otroci. Tista slika mi ne gre nikdar z glave, s temi napihnjenimi trebuhi, suhimi nogami, brez pokrival. In tam so mene k nekomu položili, ne, in jaz sem tam jokala in sem vztrajala, ne vem, mogoče 3 dni. In sem pol toliko jokala, da me, koliko so prišli po mene, kdo je najbrž te bolničarke, ali saj niso bile bolničarke, interniranke, da so me spet nazaj spravili. Je bilo pa to obupno za videti, celo noč je gorela luč in si samo te sence videl, ki so tavale, ti otroci. To mi je, če sem želela nazaj, čeprav sem znala, da je mama te, ne, ampak do nje mi pa itak niso dali. In pol, ampak se je ona vrnila čez njenih 15 dni, je pa ona nazaj prišla, je preživela pač. In kako se je to pol končalo v Gonarsu? Ja, no pol, to je bil januar, februar, marec, aprila se je pa začelo šušljati, da nas bojo domov poslali. In so nas res, še prej nas je enkrat obiskal en visok cerkveni dostojanstvenik, to imam pa v spominu tudi. In kaj je povedal? Ja, podobice je prinesel, svete, ne. Hrane nič. Okej pa, če bi vseeno pomarančo kakemu otroku dali ali jabolko ali ne vem kaj, ne. Ampak takrat je bilo tudi nekaj že političnih zapornic, teh iz ljubljanskih zaporov, in so pa, mislim, da so one tudi organizirale to pitje, ne, kruha domov, tako da se je moral, se je umaknil pol. To je bila tudi ena taka zgodba. Pa ni bilo v represali, če je bilo to kričanje? Ne, ni bilo represali, prevelika množica je bila. Prevelika množica, ker je to vse, vsi smo morali priti na tisti prostor, ne. In ni bilo, ne, to pa ne. Nič ni bilo za tem.
Še to bi vprašal, Ja. v takih razmerah živeti, ne, da je do kakšnih napetosti med samimi zaporniki, mislim, Interniranci. interniranci prihajalo. Ker to ni enostavno, ne. Ja, ni. Mi smo bili vse te družine iz Črnomlja relativno na istem, bi rekla, v enem skupaj nekako, ja. Tukaj iz tega konca, mi smo rekli Starihavski konc, ta del od prosvetnega doma, ker je bilo 7 Starihov, ne. In nas je bilo tudi 5 družin, ne. Otroci in te starši. Tako da mi se med sabo, smo se čisto normalno, ampak nerodno je bilo pa to, ker če je bilo 5, si dobil še nekoga zraven, 6., ne. In jaz spomnim, da je bilo nekako prišlo do sporov med to žensko, ki je imela moža v partizani, je bila sama, pa nami, ne. Vsak po svoje bi nekaj se pokril, pa se ni bilo s čim in je prišlo do raznih prepirov. To pa je. Napetosti, ker smo bili pač že vsi najbrž, ne, živčni. No in posel pa, to je bilo pa malo pred Veliko nočjo, 23. mislim, aprila. So nas pa odpeljali, ženske in otroke, z vlakom domov. Ker moški so pa po kapitulaciji, so pa peš hodili. Peš so se prebijali do doma. Iz Gonarsa. Iz Gonarsa peš, ja. Kam so pa vas peljali, kam ste šli, kako je šlo? Ja, mi smo šli pol do Ljubljane pa do Črnomlja, so nas vse odpeljali in je bilo tudi en tak dogodek, ki pa ni bil več žalostni, ki je bil vesel, ko smo se čez tunel pripeljali v Semiču, Semiški, takrat smo pa jokali, se objemali, ker smo v Belo krajino prišli nazaj, ja. To je pa bilo. Po nas je pa že, ko smo pa v hišo prišli, je pa že spet čakalo naprej. Prazno vse. Ja, ampak to bi vprašal, a so bile kakšne, to so bile take nečloveške razmere, ne? Ja, bile so, ne? A so po vojni bile, a so kakve posledice? So. Veliko živčnih, takih stresnih situacij, oziroma te stresne situacije so pustile sledove. So. Tudi pri otrocih. Recimo en strašen strah, tudi sama sem ga občutila, strah, ne, strah, kaj bo. To je pustilo, ne. Pa seveda še eno za starejše je bilo pa, vsaj kolikor sem jaz poslušala mamo in sestre, tudi kaj bo, ko se vrnemo, kdo bo še živ, ne, ker so bili pa brati v partizanih, ne, in res smo bili čisto taka razhajkana družina, ne. In pol tisto pričakovanje, kdo se bo vrnil. Pa je en brat prišel zelo izčrpan, tisti, ki se je iz italijanskih zaporov rešil. Vem, da je mama rekla, pa bodi še malo doma. Mi smo bili izčrpani, on pa tudi, ne. Ampak ne, je rekel, ne, jaz grem, ker je šel takoj v brigado. Tak, to je bil, ne. Pa šele konec vojne je pa še tisti brat prišel iz nemških taborišč, je bil pa še v 3 nemških. Tudi izčrpan. Se pravi, vi ste italijansko kapitulacijo dočakala že v Črnomlju. Dočakali v Črnomlju. Ja. Kako je pa to izgledalo? To je pa spet lepo izgledalo, recimo lepo, ne, sproščujoče. Jaz se celo bolj spominjam italijanske kapitulacije kot konca vojne. Ker po koncu vojne smo bili na osvobojenem ozemlju in
Si se veselil, ampak ni bilo. Ampak ko je pa Italija kapitulirala, to je bilo pa eno veliko veselje in iz hribov gor, iz Mavrlana, Stražnega vrha so partizani prihajali in naproti so jim šli na Sivnik tisti Italijani, vojaki, ki so že prej, bom rekla, z orožjem pomagali in vse sorte, tudi takih je bilo. In so se tam srečali, ne. To je, prosim, pripovedovanje, to pa nisem jaz videla, ne. Ampak to so povedali odrasli, ne. To je bilo pa nepopisno veselje, ker smo mi smatrali, mi smo mislili, da je konec vojne, ne. Saj nisi vedel, kaj bo naprej, ne.